okoljske teme so v Sloveniji že kar nekaj časa zapostavljene in morda je zaradi tega občutek v Sloveniji, da to področje sploh ni več pomembno. No, zato bi najprej nekaj časa rada posvetila temu, da vas prepričam, da so te teme še kako pomembne, če si resnično želimo delati dobro in ustvarjati politiko za boljšo kakovost življenja ljudi. Te stvari so pomembne v svetu, še bolj pa v Evropski uniji, ki je pravzaprav vodilna na področju oblikovanja okoljskih politik. Samo za občutek naj povem, da se močno pripravljamo na veliko mednarodno konferenco, ki bo potekala decembra letošnjega leta v Durbanu o podnebnih spremembah. Naslednje leto pa bo enako pomembna konferenca junija v Riju, ki bo govorila o razvoju v zeleno gospodarstvo. To je konferenca 20 let po Riju. No in skrajni čas je, da te politike skrb za okolje znova postavimo kot prednostno področje tudi v Sloveniji. To je eno od izhodišč, na katerih je gradil odbor za okolje in prostor. Prav tako pomembno izhodišče je, da je treba spremeniti paradigmo delovanja Ministrstva za okolje in prostor, kajti to ne sme biti več področje, kjer je pokrit le en trikotnik ene celovite kakovosti življenja. Se pravi, ne smemo gledati samo na okolje, ampak moramo pri kakovosti življenja upoštevati tudi varnost ljudi in pa skrb za delovna mesta. Se pravi, v ospredje je potrebno postaviti trajnostni razvoj z njegovim okoljskim, gospodarskim in socialnim vidikom. In na tak način bi moralo pravzaprav se posodobiti tudi Ministrstvo za okolje in prostor. To pa seveda zahteva, da ljudje tudi na Ministrstvu javna uprava začnejo drugače razmišljati, da se tudi ministrstvo razumeva drugače. To ni več ministrstvo, ki razmišlja o tem, kako postavljati neke zavore za razvoj. To je ministrstvo, ki ljudem pomaga pri uresničevanju njihovih ciljev, pri uresničevanju razvojnih ciljev, ki pa seveda morajo biti trajnostni. Zaradi tega se mora ministrstvo bolj osredotočiti na poenostavitve postopkov, torej na podporo, ne na ovire. In tudi ni čudno, da se je v okviru naših razprav v odboru izoblikoval predlog, da bomo pregledali sistematično vso zakonodajo na tem ministrstvu, tiste zakone, ki so stari, ukinili, tiste, ki so potrebni, pa posodobili. Če je potrebno, bomo določene zakone tudi združili. Skratka, sistematičen pregled zakonodaje je potreben in zakonodaje je potrebno narediti bolj jasno, bolj transparentno in ciljno usmerjeno. No, drugi ukrep, o katerem smo tudi zelo razpravljali in ga na koncu sprejelo kot enega izmed pomembnih ukrepov, je pa ta, da se zakoni, ko se sprejemajo, ne smejo samo nalagati in to na zadnje vodi veliko zakonodajno džunglo. Zato smo dejali, da ob vsakem novem zakonu, ki ga bomo sprejeli, bomo enega tudi ukinili, tako da se število zakonov ne bo povečevalo. Seveda se zavedamo, da je ta ukrep zelo težko izvesti v okviru enega ministrstva, zato poskušamo za ta ukrep navdušiti tudi ostale odbore. Moram povedati, da o teh dveh ukrepih je razpravljal strokovni odbor tudi v celoti in da mislim, da bo sta ukrepa postala kar vodilo tudi celotnega strokovnega sveta. Skrb za okolje, trajnostni razvoj, nista politiki, ki bi bili v Slovenski demokratski stranki nekaj novega. Velikokrat se namreč danes pojavljajo v medijih ugotovitve, da politične stranke tega področja ne pokrivamo. Pa še kako ga pokrivamo. Res pa je, da težko pridemo v medije s temi idejami. Kot argument naj navedem, da je Slovenska demokratska stranka prav na svojem zadnjem kongresu, ki ga je imela leta 2009, postavila okolje visoko na svojo politično agendo. Ne samo v besedah, tudi v svojih programskih dokumentih, tudi v resolucijah
in da če spremljate aktivnosti ne samo političnega vrha naše stranke, ampak tudi kaj se dogaja na regijskih, občinskih nivojih, boste videli, da smo kot slovenski demokrati in demokratinje zavezani skrbi za okolje in trajnostnemu razvoju. In še zadnja stvar, ki jo želim povedati. Slovenija trenutno ne stopa po poti trajnostnega razvoja in da bomo naredili ta korak, bo potrebno ogromno naporov in tudi vztrajanja. In tisti, ki bo prvi naredil ta korak, bo moral v to vložiti največ svoje moči, največ energije, največ dobre volje, da bo za sabo potegnil tudi celoten voz. Mi mislimo, da ta korak mora narediti politika in seveda istočasno v tem koraku mora stopati z njo tudi javna uprava. Javna uprava mora biti zgled. Mora biti zgled recimo z raznimi zelenimi razpisi, z svojim obnašanjem, z pripravljanjem zakonodaje, z celotnim premoženjem, ki spada, ki je državno premoženje. Skratka, mislimo, da je napočil čas, da javna uprava, da se v javni upravi ne govori zgolj kot neko breme, ampak da je to inštitut oziroma da je to inštitucija, ki jo potrebujemo in prav na tem področju lahko pokaže tisti dober zgled, ki bi družbo potegnil v zeleno gospodarstvo.